N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v N1 podcastu. Jaz sem Suzana Lovec, moje oddaje pa lahko redno spremljate na N1, torej na n1info.si. Nanje se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in na YouTube kanalu N1 Slovenija. Najdete jih tudi na strani Metroplay in na Eonu. Moj gost danes pa Boris Benko iz kultnega dua Silence. Dobrodošli. Živa. Silence sta seveda dva, ne? Ker je duo, glasbena skupina. Primoža Hladnika danes ni. Rekli ste mi, da vam on z veseljem prepušča ta del obveznosti, torej intervjuje, ki jih sicer ni veliko, ampak so. Imate to tako razdeljeno, ne? Ja, ne vem, mislim pač, tudi ni se dobro najbolj počutil, v bistvu je tudi malo taka sezona bolezni. Zato se upravičil, te lepo pozdravlja. Pa pač, da je bil mnenje, da imaš občasno tudi kar precej strašljiva vprašanja. Zdaj mi bo to še večji izziv, tako da mogoče po 5 letih vendarle v dvoje. Ja. Bo sam. Ja. Nazadnje sva se midva pogovarjala dolgo nazaj. Meni se zdi kot včeraj, ampak šla sem gledati, bilo je pred skoraj 5 leti. N1 je takrat šele dobro zaštartov, zdaj bomo kmalu praznovali 5 let. Kaj pa je vama, torej Silenceu, prinesla, mogoče, če se da strniti v en stavek, zadnja 5-letka? Wow. Tak feeling imaš, kakor da je minil 30 let, v bistvu. Tak občutek. Aha. V bistvu zelo naporen cajt, čist na osebni ravni, veliko smrti. Politično, ko bi rekel, stanje v svetu, verjetno ni se treba spuščati v to. Kar se tiče pa glasbe, pa zelo razgiban cajt, no, veliko različnih stvari so delala. Tako da rekel bi karierno super, mislim, kar se tiče glasbe, izjemno lep cajt, ga imamo v lepem spominu, ostali aspekti pa malo manj mogoče. Vajin novi projekt, zaključena je nova plošča. Imela sem jo priložnost slišati, hvala za to. Predstavljena bo sicer šele oktobra, ne? V Galasovi dvorani v Cankarjevem domu. Ne, v resnici je bila že predstavljena, glasba je bila napisana za predstavo Borderless Body, ne? Ja. Ki je nastala v produkciji Evropske prestolnice kulture, in smo jo polet v resnici uprizorili, 2 predstavi sta bile na Cerju. Tako da to je bila na nek način Predstavitev. Ko bi rekel, predstavitev, ja. Ampak kot plata? Plošča bo pa išla oktobra, se pravi, ko bo predstava izvedena v Cankarjevem domu, in takrat bo tudi nastopila skupaj z Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Na tej plošči je eden od 3 komadov, ki so gor brez besedila, Artistic Swimming for Boiling Frogs. Živimo v časih, kot si jih opisal, težkih časih, kompliciranih časih. Vsak dan se nam zdi praktično, da so nam mogoče spodnešena tla pod nogami. Težko se znajdemo v teh časih. Kakšno je umetnostno plavanje za žabe, za nas, ki se kuhamo? Kako naj plavamo v tej vreli vodi? Kako vidva o tem razmišljata skozi glasbo? To je, mislim, absolutno ne moreš imeti ravnotežje v tem cajtu. To je, če si sposoben imeti ravnotežje v tem cajtu, če se v redu počutiš v tem času, če se ti zdi, da obvladuješ stvari, jaz mislim, da po mojem imaš mentalne težave. No? To so tako v bistvu iztirjeni časi. Mislim, absolutno, jaz nič tazga nisem doživel, pač vidiš iz zgodovine, da so bila že podobna obdobja, ne? Ampak je res fascinantno in v resnici, kar mene najbolj matre, v resnici, da ni več, da dejansko ni nobene opore, ne? Ni več nobenih avtoritet, vse se je na nek način celoten zahod, no, bi rekel, no, ne morem reči, da to velja za cel svet, to bi bila zelo, ko bi rekel, zahodocentrično gledanje, ne? Ampak zahodu se je res, v bistvu so se tla udarila pod nogami popolnoma, ne? In to gledaš na vseh nivojih, ne? In je fascinantno, da se zelo podobne stvari dogajajo po celem zahodu, ne?
podobne tendence, podobna, kako bi rekel, politični razvoj dogodkov zelo podoben. Tako da očitno gremo vsi skupaj skozi neki in vsi se odzivamo na zelo podoben način na ta čas. No. Vsi pri vseh so zelo podobne patologije, zelo podobni simptomi se kažejo. Ne vem. Mislim, po moje v osnovi jaz imam že od samega začetka, odkar so prišla pač ta socialna omrežja, imam občutek, da je to več ali manj glavni krivec. No. Imam občutek. Imam občutek, da je to v bistvu bilo prvič v zgodovini, ko je večina populacije dobila naenkrat en megafon. In da ta kakofonija, ki je nastala iz tega, da nas je v bistvu vse skupaj stirala, hkrati je pa v bistvu to orodje tudi, ki omogoča brutalen nadzor, omogoča tudi v bistvu blazno manipuliranje z javnostjo, pač plasiranje dezinformacij, kar jaz mislim, da to laufa 100 na uro. Ne. Tako da v resnici je to na nek način nek največji sociološki eksperiment v zgodovini človeštva. No. In je neko obdobje konstantnega, vse prisotnega šuma, v bistvu, ker to je šum. Konstantno, ja. To bombardiranje, vse to je tisto, kar te v bistvu izčrpa. Ne. To škandalo, kot se zgodi v enem tednu, zdaj se je recimo v 80-ih zgodilo v enem letu. Ne vem, tako je. In ne moreš v bistvu temu slediti, in polkar v bistvu ne moreš temu slediti, grejo zgodbe, na katere bi morali se odzvati mimo. V bistvu samo enostavno ni časa, ne, da bi se z vsako ukvarjal. Ne. In kako vidva kot glasbenika plavata v tej boiling water, v vreli vodi? Nazadnje, ko sva se midva pogovarjala, ne, torej pred skoraj 5 leti, si rekel, da v bistvu antropološko malo gledata na svet skozi svojo glasbo. Ne. Kako kot glasbenika plavata v tej vreli vodi? Ne vem, vse tako, ko smo se malo prej pogovarjali, v bistvu Primož ima, on razlaga sicer, da ne bere novic, pa da je v bistvu zadovoljen v svojem svetu, pač z družino, pa to, ampak v resnici, ko se začneš z njim pogovarjati, vidiš, da zelo dobro sledi vsemu. In se mi zdi, da jaz nimam otroka, on ima otroke, ne, v bistvu, da je tle razlika, da ga ta situacija malo da se malo boji v bistvu te situacije, no, kam se bo to vse skupaj razvil, in se mi zdi zelo razumljiv strah, ne, če imaš otroke. Ne. Jaz pač sledim te stvari, ampak je tudi ta moment totalne prezasičenosti, v bistvu čustvene otopelosti, utrujenosti. Ne. In je, ne vem, kot rečen, jaz mislim, da ne moreš v bistvu imeti ravnotežja v tem obdobju, to je tako obdobje. Iztirjen svet. Iztirjen svet, ja. Drugi komad brez besedila je pa Slave to the Algorithm. In mi vsi smo, ne, tako kot si ti zdaj omenil, na družbenih omrežjih, o katerih algoritmih vidva razmišljata. Zanimivo je, ne, da so recimo Lajbahi dali zdaj tudi ven ravno pred dnevi komad, sicer Algorithm. Ne. Kako vidva razmišljata o algoritmih? Pogubni so. Mislim, algoritem, tako kot socialno omrežje, tako kot, ne vem, umetna inteligenca, vse to so orodja. Ne. Lahko jih uporabiš na super način, ne. Lahko jih pa uporabiš na katastrofalen način. Pač jaz ne zaupam ljudem, pač mislim, ljudje smo glede tega, kako lahko določena orodja spervertiramo, v bistvu uporabimo za popolnoma druge namene, zelo pokvarjene namene, smo neverjetno inventivni smo na tem področju. Se mi zdi, da so taki Black Mirror časi, no? V bistvu zlati časi za Charlieja Brookerja, ker je noro je v bistvu, kakšne vse možnosti manipulacije ti ponujejo ta orodja, in mislim, da si ne predstavljamo niti 3% v bistvu tega, kar nas bo še doletelo, v bistvu, še posebej zdaj z umetno inteligenco. Ne. To je šele orodje, v bistvu, ki ti popolnoma uniči odnos z realnostjo. V bistvu, kaj je res? Prej smo vsaj lahko verjeli, ne vem,
audio posnetku, prej smo lahko posneli verjeli video posnetku. Ne. Zdaj pač ne več. Ne. Že nekaj časa v bistvu smo že v tej realnosti, da v bistvu video ne pomeni nič, audio ne pomeni nič. Oziroma tudi če imaš video, pa tudi če je resničen, ga boš lahko zavrnil kot AI izdelek. Ne. In v bistvu, kdo bo lahko rekel, da mislim tako, to so res tako fundamentalni premiki. Ne. Torej obdobje dvoma v vse. Kar hkrati pomeni, da ni zaupanja v nič. V nič in to je v bistvu, ne moreš voditi družbe na tak način. Ne. Tle imam jaz dvom, da kako bomo izplavali to iz te situacije pravočasno v bistvu, oziroma ne vidim načina, kaj bo prišlo, kaj bi se lahko vzpostavilo, kar bi spremenili ta razmerje. Ne vidim pri politiki, ne vidim želje, da bi se te stvari uredile. Tudi pri ljudeh v bistvu se mi zdi, da sej do določene mere se zavedamo malo te nevarnosti, ampak ful premalo v bistvu odziva javnosti. V bistvu, če primerjam recimo, kakšen je bil odziv javnosti na migracije, ne, bojo prišli, nam bojo ukradli službe, pritisk na politiko, so se potem politiki zganjali, se je v bistvu spremenila, so se napisali zakoni drugačni. Izjemen pritisk javnosti. Ne. Tle, kjer imamo stvar, resnični problem, ker je v bistvu res neka človeštvu tuja inteligenca, kulturno nekompatibilna, bom tako rekel, ki dejansko krade službe že zdaj, v tem trenutku. In to ne najslabše plačane službe, ne, ampak krade tudi tisto, kar smo mislili, da je v bistvu, ne, da znajo samo ljudje delati, ne vem, umetnost, medicina, kaj pa vem, take stvari. Ne. In že tle v bistvu krade in ne vidim neke strašne reakcije. V bistvu tako mal mim gre to. Torej, da v bistvu se ne zavedamo potrebe po regulaciji oziroma prepuščamo, se bo to nekdo uredil, pa v bistvu noben. To bi morala biti ogromna javna debata, mislim, glede tega. To bi moralo konstantno potekati, zelo hitro bi se morali sprejemati zakone. Ne. Politika se odziva s polžjo hitrostjo. V bistvu. Te spremembe so pa svetlobno hitrostjo se dogajajo. Ne. To, o čemer sta razmišljala, ko sta delala glasbo za Novo Plato in za Borderless Body, je očitno to neko občutanje tujosti v svetu. Torej, tujosti v svetu, v katerem smo, to, kot pišeta, recimo, ne, da spremljamo ta naš svet zmedeni, ne, da smo zmedeni v njem, da čutimo domotožje, čeprav nismo nikamor šli. Ampak imam občutek, da tle pri vaju pač ne gre za neko nostalgijo po otroštvu, po mladosti, ampak obratno, po nekem svetu, ki je bolj pravičen, bolj urejen. Ne. Tako. Katere vse spremembe v svetu so to, oziroma kaj je to, kar vam povzroča to domotožje? No? V glasbi se ga dobro sliši. Slišimo ga fizično, glasba pride do nas in čutimo to domotožje preko tvojega petja, Hladnikovih glasbe. Ne? Kaj vama recimo povzroča to? Konkretno recimo pri delu. Kako drugače izgleda to delo zdaj, vajino? Naslov plošče so dala Alien Poetry. Zelo težko je to prevesti. Sem se trudila. V slovenščini zelo težko to prevesti, ker v angleščini fascinirano je, da v angleščini uporabljajo isto besedo za vesoljca in za migranta. Se pravi, slovenščina je malo, ko bi rekel, vseeno malo bolj kompleksen jezik, malo ločujemo med tema dvema pojavoma, ki sta, jaz bi rekel, precej narazen. Ampak tudi Slovenci imamo dosti ta odnos, se pravi, vse, kar prihaja od zunaj k nam, je v bistvu na nek način kulturno nekompatibilno, sumljivo, potencialno nevarno. Zelo v bistvu na to vedno reagiramo s strahom. No. In to se mi zdi, da je v bistvu tudi en prevladujoč pojav trenutno v svetu. Ne. Zelo podoben odnos povsod, ne, tudi v državah, ki so jih v bistvu ustanovili migranti, recimo kot je ZDA, je v bistvu gonja proti migrantom. Nepravim migrantom, ne? Ampak je tudi taka zelo, ko bi rekel, schizofrena, malo nora scena, ne, vse skupaj. In v bistvu naj je fasciniralo to, da
se ljudje med sabo vidimo dejansko kot vesoljce. Čeprav, če človek, ki ni dobesedno iz naše ulice ven, je takoj tretiran kot ne vem kaj. Ne. V bistvu ta neka, se mi zdi, da vse nekoč smo imeli bolj to neko solidarnostno noto, neko zavedanje, da smo si v resnici v fundamentu podobni, no, se mi zdelo. Ali pa je pač to bil moj vtis, ko sem bil mlajši. Tako da ta tendenca, ko gledamo v svetu, ne, pa v bistvu to množenje vojn, ne, in to res brutalnih vojn, kot je recimo Gaza, ne, kjer mislim, zelo težko v tem trenutku zelo težko rečeš, da človekove pravice še obstajajo. Ne. V bistvu to je šlo že tako čez in je zahodna javnost oziroma politika se na to odziva z eno tako skrajno ostudno tišino, ne. Ali se celo izogiba temu, ali pa celo se označuje ljudi, ki so proti v bistvu genocidu, se označuje za antisemite, neka taka obračanje na glavo. Mislim, tako res grozljivo. No? In to ista družba, ki po drugi strani recimo pri Ukrajini, ne, totalno podpira boj Ukrajincev in moramo biti empatični z njimi. Ne? V bistvu tle na istem nivoju. Na istem nivoju v bistvu je pa tako, da v bistvu zelo schizofren odnos in dobiš dejansko spet ta vtis, da v resnici, ne vem, ko bi to rekel, to je nek popoln razpad vseh avtoritet. No. In ko vse skupaj sešteješ, priješ nekje od enega sveta, v katerem sva midva rasla, ne? Ja. Ko smo vsem gledali recimo 21. stoletje, pa smo si malo predstavljali to, ne vem, v stilu nekega Star Treka, ne, bomo raziskovali vesolje, bomo sodelovali skupaj, takrat bo to verjetno že globalna federacija, ne vem, neke predstave sem imel, ne, zelo otročje, vidim zdaj. Ne. In pol se naenkrat znajdeš v letu 2026 in ta realnost absolutno nima nobene zveze s tistim, kar si takrat predstavljal. Ne. V bistvu smo šli ko bi rekel, na človeškem nivoju, na družbenem nivoju je brutalna regresija. Brutalna. Tehnološko izjemen napredek, čist na etičnem, človeškem, bazičnem nivoju smo šli pa brutalno nazaj. Tak čutek imam. In od tod pač Alien Poetry. No. Alien Poetry. In v naslovni pesmi, ne, na koncu Alien Poetry, se spomnita, kako je imeti dom. I remember what it feels like having a home. Kakšen je ta občutek? Za naju je to glasba. Ne? Za naju je to glasba. Ne? Vsi na nek način imamo neko predstavo, kakšen naj bi bil svet, kakšen bi moral biti svet, ne? Katere vrednote bi vseeno morale prevladovati. Ne? In v tem pogledu mislim, da vsi vemo, kakšen je občutek doma. Ne, to je bilo mišljeno. Da vemo, imamo to predstavo, sicer tega nismo nikoli doživeli, najverjetneje ne bomo tega nikoli doživeli, ampak vsi vemo v sebi, v bistvu, kako bi te stvari nekako morale izgledati. Ne? In kako daleč smo, koliko svetlobnih let daleč stran smo od tega cilja. Ne? In ko delate glasbo, se čuti ta dom? Ja, absolutno. Absolutno, ja. Mislim, pač glasba ti to omogoča. Ne? Ne vem, mislim, to je zelo osebna izkušnja glasba. Ne? Pač jaz rajš imam inštrumentalno glasbo, kakor vokalno, ker je čist abstraktna, ker je popolnoma instinktivna. Pri vokalu, pri besedilu imaš takoj udre noter, ko bi rekel, malo ideologije, nekaj naučenega noter udre. V bistvu, takoj mi je malo bolj umazan na nek način, medtem ko inštrumentalna glasba je pa zelo čista. In to je res ena taka izjemno čista, zelo lepa izkušnja. No. Pa hkrati univerzalen jezik. Ne. Instrumentalno skladbo lahko zaigraš, jo bo razumel, no. Na instinktivni ravni jo bo razumel kdorkoli, kjerkoli na planetu. Ne.
Kljub temu, da so časi taki, kot so, da je svet iztirjen, da spodmikanje tav pod nogami, vse to, o čemer sva zdaj govorila, se mi zdi ta plošča, ki šele prihaja, svetlejša v bistvu od prejšnje plošče, torej The Vocabulary of Madness, slovar norosti. Meni se zdi, da je bila tam, ravno pred izidom tiste plošče sva govorila takrat le, oziroma še kar nekaj časa je minilo. To je naključje v bistvu, da je tako se upadlo oba ta pogovora. Tam se mi zdi, da je bil vsak dih težek, vsak vdih pomemben. Da smo se v bistvu po tisti koroni na novo učili dihati. Takrat je bilo še to obdobje izteka korone, v nekem takem zaprtem svetu. Zdaj pa se mi ti novi komadi zdijo, kako ne bi rečem, da ni dihanje, ampak mogoče malo bolj letenje, bolj premikanje, kada je mogoče, če je bil tam dih, kada je tukaj nek žarek upanja, no? A sem prav? Kako je to mogoče, kljub temu, da so časi v bistvu takšni, kot so? Mogoče glih zaradi tega. Tudi, kot rečem, če živiš v tem svetu in si ves čas izpostavljen temu in potem greš še v studio in se pol še malo mariniraš v tem, v tej depresiji, v tej skrbi, v tem strahu, v tem, jaz mislim, da prej se ti odrolam. Tako da mogoče se nam je že odrolalo pri prejšnjem albumu in je zdaj v bistvu to reakcija na to, v bistvu, da sva šla drugam v bistvu iskati neki malo bolj nek žarek svetlobe. No? Ker se mi zdi, da vse, ne glede na vse to, kar se dogaja v svetu, še zmer je kar velik žarkov. No? Se jih najde. Je pač zasuto pod goro enega dreka, se upravičujem, ne izrazom, ampak so tudi zelo lepi trenutki. Ne? Mislim, recimo, ta spontana reakcija ameriške družbe na ICE, ne? Recimo tudi nastop Bad Bunnyja na Super Bowlu, ki ti je bil všeč. Smejiva se zato, ker sem za gledalce in gledalke, da bojo vedeli, ker sem prejšnji teden napisala en krajši komentar, ker ni bilo podcasta, ker sem bila napol bolna, o torej nastopu Bad Bunnyja in ko sva se pogovarjala o tem pogovoru danes, si rekel, da sta s Hladnikom v bistvu nekako podobno čutila. Da vaju je fasciniral v bistvu ta nastop. Ja, absolutno. Ja. Mislim, to je glede na to, kakšen je odnos do kulture generalno. To je spet nekaj tazga, ki se mi zdi zelo splošno, povsod se pojavlja. V bistvu je povsod so napadi na kulturo, filmi so woke, od kulturnikov se zahteva, da se obnašajo bolj državotvorno, malo bolj resno, kljub temu, da po drugi strani v bistvu politika se obnaša daleč od resnega in odgovornega. In se mi zdi v bistvu fascinantno, ker večinoma, kadarkoli so se kulturniki oglašali glede česarkoli, so dobili po glavi konkretno. V bistvu, vsaj jaz sem imel vtis, da je bila javnost bolj na strani politike, kot na strani kulturnikov. Da dejansko ta predstavljanje kulturnikov kot, ne vem, od vsega je bilo, od pedofilskih elit do, ne vem, zdaj sicer to ratalo malo hecam, ker v bistvu predsednik Amerike je en od največkrat omenjenih ljudi v Epsteinovih dosjejih, ampak v bistvu se je zelo prijel to predstavljanje. Žaljenje, predstavljanje kulturnikov. In sem imel ves čas vtis, da kultura pač konstantno dobiva po glavi in da kadarkoli dvigne glas, da v bistvu ta glas ni slišan, da je v bistvu gre v prazno. Tle se mi je pa prvič zdel, da se je glas javnosti nagnil na stran v bistvu kulture. In tudi to sporočilo, ki ga on dal, je super bilo. Sem pač čisto antipod Trumpu, antipod razdvajanju. Pa tudi ta genialna mi je bila pač ideja, da postaviš Portoriko dobesedno tam na štadionu. Pa, kar me je totalno fasciniralo, je, da je prej so večinoma te inštitucije, kadarkoli je Trump pritisnil na njih, klonile. Recimo, lep primer je bil Colbert,
Neko je zahteval, pač, da se ga umakne, je CBS klonil, ne. Ali pa recimo univerze, ne, ko je na njih pritisku, jih je kar nekaj klonil. Ne. Tle se mi je pa zdelo fascinantno, da v bistvu NFL je se absolutno postavil na stran Bad Bunnyja. Se pravi, da tudi NFL, ki tudi v bistvu lahko tretiramo kot finančno elito, ne, najverjetneje bolj, ko bi rekel, konzervativno, republikansko usmerjen ljudje, ne, da vidijo večjo prihodnost v tem, kar je predstavil pač Bad Bunny, ne, v tej viziji Amerike, kot vidijo v Trumpu. Da vidijo večjo politično prihodnost tam. Zakaj se je na novi plošči skladba v spomin tistemu, kar se še ni zgodilo, zakaj ni dobila nov tekst? A sem to prav dojela? Ja. I'm written by my, kako je že, pen? Ja, My words, they shape me. Ja. Torej, to, kar zapišem, to sem jaz, ne? To me oblikuje. Tako. V resnici je bil to je bilo originalno besedilo te skladbe. Sva pa vmes naredila slovenski tekst za eno državno proslavo, ki so bila vmes. Jaz ta tekst imam rajši v bistvu kot unga. Sicer je lep tudi tisto, ampak ta se mi zdi, da v bistvu boljš, na nek način je to nek moj osebni manifest, v bistvu, kako ravnati, kakor je verjetno ona pesem od Walta Whitmana, ki je rekel, da je vloga vsakega od nas v svetu, da doda en vers k tej mogočni igri, ne, življenja. Ne. In se mi zdi, da v bistvu, da besede nas zelo zaznamujejo, ne, v bistvu v tem trenutku. Ne. Ogromno jih je, poplava besed, ampak hkrati se mi zdi, da so to zelo nepremišljene besede. Večinoma so to besede, ki ne vodijo jih, ko bi rekel, niso pravi vzgibi. No. Se mi zdi, da bi v bistvu morali ful bolj premišljati o tem, kaj govorimo. Mogoče ne bi bilo slabo tudi, če bi bili občasno, če bi večkrat zadržali določene misli zase. Se mi zdi, da je preveč smo šli v to neko mnenjsko kulturo, kjer mora vsak o vsemu pač nekaj povedati. Mogoče pa boljš bi bilo, tudi če bi malo več se zavedali, kakšno podobo o sebi tudi pošiljamo v svet s tem, kar govorimo. Ne? To se mi zdi, da tle ko gledamo v bistvu recimo objave na socialnih omrežjih, mi je fascinantno veliko, kaj ljudje so sposobni napisati pod lastnim imenom. Lahko razumem objave na anonimnih forumih, ne? Ker misliš, da si zaščiten pa z anonimnostjo in si lahko privoščaš, kar hočeš, ne? In ti ste res grezenco, ne, ko bereš. Ne? Ampak ko greš pa na socialno mrežje in so ljudje podpisani z imenom in priimkom in pišejo take stvari, da je fascinantno, ker so v bistvu stvari, za katere jih lahko ljudi že preganjaš dobesedno. Ne? To mi je res, kdaj točno smo prišli do te stopnje, da se je ljudem zazdelo, da je to sprejemljivo, da je ta način komunikacije sprejemljiv. In tudi to, zakaj se midva na nek način tudi izogibava pojavljanju v javnosti, relativno malo imamo intervjujeva tako, ker se mi zdi, da je v resnici zaradi te polarizacije, ne, zaradi te radikalizacije, ki je prišla, zaradi tega načina komuniciranja, ki je res brutalen, v bistvu kdorkoli, ki se malo javno izpostavil, pade po njemu tako, da je strašno. V bistvu. In resnici moraš biti, ko bi rekel, zelo močna oseba, v bistvu, da ne, to preneseš, ni pa za vse. Ne. In mi je fascinantno, da se dejansko družba obnaša kot buli. Na nek način. Ne. Ampak vidva govorita s temi besedami premišljenimi prek svoje glasbe in skozi glasbo. Kaj je tisto sporočilo, ko jo to glasbo govori v tem svetu, o katerem zdaj že ves čas govoriva? Kaj je to, kar želita dati?
Zelo kompleksno vprašanje. V bistvu, če čisto po pravici povem, vse v tekstih so zelo strukturirani, zelo razmišljam o njih, ampak v resnici nama je, mislim, da lahko rečem tudi v Primoževem imenu, nama je ful bolj pomemben emotivni vpliv muzike. In se mi zdi, da rabimo nekaj, kar je terapevtsko, no? Po domač povedano. Opora, tako je, ja. To je dobra beseda. Ja. Okay. Vsaj jaz tudi to največkrat iščem v glasbi. Mislim, da se mnogi poistovetimo. Ja. Ja, ne vem. Ja. A je to zdaj tudi znak neke emocionalne, tudi v bistvu obtavčenosti? Ne? Ali pa inteligence. Ne vem. Ja. Ja. Rekli ste mi, da je vajina velika dilema motivacija za izdajanje plošč. Ampak ta je prišla kar hitro, ne, po prejšnji. Ja, za naju je to svetlobna hitrost. Ja. Zakaj je v bistvu, kljub temu, da je mogoče tisto mrtev medij, ne, torej plošča, kot ste mi rekli, kot si mi rekel, ampak je zato pa večen, ne? Je plošča torej še vedno pomembna, no? Joj, to je tudi tako kompleksna debata. Ja, načeloma absolutno, je večna, ne, pač je nekje, lahko jo najdeš vedno takoj, ne. Ampak se mi zdi, da spet se vračamo nazaj na debato o recimo umetni inteligenci, ne. Po zadnjih podatkih se vsak dan naloži 50,000 skladb narejenih z umetno inteligenco na dan, na digitalno omrežje. Včeraj sem bral novico, ne vem, če je res, ampak da je Amazon omejil število knjig, ki jih lahko en avtor objavi na dan. Na 3. En avtor na Amazonu lahko objavi največ 3 knjige na dan. Se pravi, si lahko predstavljaš, koliko se knjig objavlja, ne, da so morali sprejeti to. Ne. In se mi zdi, da rezultat tega je pač, da bomo popolnoma zasuti z neko vsebino, ki je več kot očitno narejena z nekimi drugimi nameni, z nameni, da nabiraš, ne vem, poslušanja in na tak način dobiš potem nadomestilo pač za predvajanje, da tle pač je umetnost, ko bi rekel, zadnji faktor. Ne. Ampak hkrati v bistvu ta glasba je predstavljena na istih omrežjih, na istih profilih, kakor glasba, ki je narejena za res, v bistvu, v katero se investira ne vem koliko časa, premisleka, denarja in vse. Ne. In tako se mi zdi, da v bistvu to bo pač prišlo do neke situacije, ki je nevzdržna. Mislim, ne vem, eno rešitev bo treba poiskati, to ne vem, kako bo to lahko funkcioniralo. Ne vem, mislim, ne predstavljam si. In tle je pač za nekoga, ki dela, ne, recimo na albumu par let, investira ful enega časa, enega premisleka, enega denarja v to, in potem da album ven in si na istem, kot nekdo, ki je vrgel, ne, ki je natipkal par promptov in potem vrže te komade ven. Hkrati živimo v družbi, kjer je pač toliko dogajanja, kjer je toliko šumov, kot so rekla, kjer je toliko noiza informacij, tako da veš, da v bistvu to okno pozornosti javnosti, ki ga boš dobil, je dolgo, ne vem, 0,13 sekunde, ne. In potem je v bistvu ta stvar zasuta, gre nekam na dno tistega kupa, ne, digitalnega, ki se nabira konstantno. In vsaj moj vtis je večinoma, da so te stvari mrtve, no. Bolj mrtve, kot so bile prej. No. Tako da je tako zelo pogreben feeling mi je, no. Vratal to v bistvu izdajanje glasbe. Kot prvo to zaradi tega, ker pač je mrtev medij, ne. Mrtva industrija je tudi, se mi zdi, ne. Glasbena industrija pač je pokojna. Zdaj gre, se mi zdi, filmska po isti poti, ne. Potem imamo pač to popolno zasutost z digitalnimi vsebinami, ne. In tako v bistvu se pol nalaga in potem na koncu rečeš, čisto točno, zakaj že to delam? Mislim, malo bi bil čuden, če se ne bi vprašal, no, se mi zdi, no. Ko bi rekel, emocionalno nam je zelo jasen, zakaj se s tem ukvarjava. Na osebni ravni nam je zelo jasen. Pač to je, kot sem prej rekel, na nek način je to terapija za naju. Način, da v bistvu procesiraš to, kar se dogaja,
tako v osebnem življenju, kot v družbi. Ne. Ampak ta proces izdajanja plošč, promoviranja v javnosti, pa to je paratu, to je zelo bizarna scena. In se mi smilijo, vsaj mi imamo neko zgodbo odprej, ne, se v bistvu lahko naslonvam malo na to. Ne. Za nekoga, ki prihaja zdaj v to situacijo, ne, se mi zdijo zelo, zelo kruti časi. No. Ja, ne vem. To odprej, ne? Vidva ste Silence, odkar jaz pomnim, no, ne odkar pomnim, odkar sem resno začela recimo spremljati glasbo. Ne vem, sredi 90-ih, koliko časa ste v bistvu natanko skupaj? Silence. Ja, full dog. Mislim, da smo imeli prvi koncert, je bil 94, če se ne motim. Ja. Kako se to vajino sodelovanje mogoče spremenja? Zdaj toliko let že za vama. Kako je biti v bistvu glasbeni partner, sodelovec, soglasbenik toliko časa v tako spremenjenem svetu in spremenjeni tehnologiji? Se je tudi recimo odnos vajin med tem spremenil? Ja, absolutno. Vidva ste tudi prijatelja, ne? To je jasno. Ja. Da se poznava še iz osnovne šole, iz 3. razreda osnovne šole. Ja, absolutno. Mislim, jaz se večkrat hecam, da sem v 2 zakonih, ne. Ker je res tako funkcionira na nek način. V bistvu to je še dlje časa v bistvu delam s Primožem, kot sem z svojo partnerko, tako da je že toliko let za nama, da v resnici je sodelovanje zelo, zelo organsko, v bistvu zelo malo besed zahteva. Zelo usklajene vkuse imava, v bistvu zelo dobro se poznava in drugega. Točno veva, kje je ideja, ne vem, jaz točno vem, kje je ideja Primožu ne bo všeč in Primož točno ve, kje je ideja meni ne bo všeč. Tako da v resnici se zelo z lahkoto usklajuje. V bistvu je ratalo to zelo enostavno je to sodelovanje. No. In je tudi neko tako, vsaj zame, jaz ga vidim zelo kot neko zavetišče v bistvu. Ne. To je nek svet, v katerem v katerem sta samo 2 sicer, ampak on ta drug govori tvoj jezik, ne, v bistvu se popolnoma razumeš z njim. Ne. Tudi to je potem neko vračanje domov, k temu občutku doma. Tako, ja, absolutno. Se v tem najde ta dom? Ja, absolutno. Ja, absolutno. To je, mislim, jaz si sploh ne predstavljam, kako bi to izgledalo. Mislim, če bi zaradi kakršnega koli razloga moral sam nekaj začeti. Mislim, to je čist nepredstavljivo mi je, res. Veliko delate tudi proslave, si jih že omenil. Kar nekaj ljudi mi je reklo, v bistvu, da jo je prav prek proslav spoznalo vajino glasbo. A je kakšna proslava, ki bi jo vidva zavrnila? Sprejmete vse ali kdaj razmislite? Če bi se vam zdela kaj spornega, bi zavrnila, recimo. Ja, verjetno. Ja, če bi bilo nekaj takega v scenariju noter, ne vem. Ampak načeloma, mislim, ne bi igrala za politične stranke, to ne bi igrala, ne bi se na tak način opredeljevala. Medtem ko proslava se mi zdi povsem drugače. V bistvu predstavljaš celo državo, ne? Na nek način je drugače mi je. No? Torej to skupnost. Tako, ja. Ki jo je tudi Bad Bunny nagovarjal, recimo. Tako, ja. Točno to je v bistvu. In je pa sva zelo vesela, da naj jo vabijo. Mislim, je, ko bi rekel, izjemen izraz zaupanja tudi. Pa hkrati v bistvu nama je zelo zanimivo to delati, zaradi tega, ker ti omogoča, da delaš z orkestrom. Zelo rada delava. V bistvu na nek način ni samo glasbeni nastopi, v bistvu je teater na nek način, ne, v bistvu, ker nama je tudi zelo blizu. Še od časov Pandurja in še prej, ne? Tako, pa hkrati ti omogoča tudi, da lahko povabiš zelo zanimive ljudi, sodeluješ z zelo zanimivimi ljudmi. Tako da v bistvu je tak zanimiv, kreativno, zelo zanimiv prostor. No. Je pa drugače kot standarden glasbeni nastop, ne predstavljaš sam sebe, ne. Ja. Samo sebe, ne, ampak v bistvu predstavljaš državo, ne, v bistvu je, ko bi rekel, bolj športna logika, no, nastopa. No. Ta plošča, ki prihaja, je tesno povezana, kot si rekel, ne, s projektom Borderless Body, brezmejno telo. Tam so bila vprašanja, ki so bila recimo izpostavljena med drugim. Kaj se zgodi, ko je
človeška telesa mogoče s tehnologijo optimizirati, kaj v prihodnosti sploh še bo telo in ali bo nujno potreboval biološko telo za svoje delovanje, ali lahko telo z algoritmi premika umetna inteligenca in tako naprej. Kako ste se vidva stopila v ta projekt? Ne? Torej, bila je predstava lani poleti, ne? Ali pa če vprašam drugače, so oni plesali po vajnih notah ali je vajna glasba, vajni razmisleki sovpadli z njihovimi vprašanji? Kako ste se tukaj našli? Zanimivo vprašanje. V resnici ne vem čisto točno. V bistvu spet je bil zelo organski proces. Midva so bila zelo vesela, da sva v okviru tega projekta dobila možnost, da delava z simfoničnim orkestrom. In sva to izkoristila, da realizirava te skladbe, ki sva jih že tako pripravljala. In potem seveda, ko sta plesalca Nastja pa Mihal iz M&Dance Company, ko sta pač videla te komade, pripravljala te tekste, sva v bistvu inspirirala njiju. In potem iz tega, kar so oni potem ustvarjali, sem pa jaz tudi dobil neke še ideje za tekste, ki so potem še naknadno nastajali. Tako da v bistvu je bil nek vsesplošen preplet, totalna sinergija. In kar je pač izjemna, ta plesna skupina je res fenomenalna in je blazno inspirativna. V bistvu na nek način jo vidva kot najini plesni inkarnaciji. Če bi midva plesala, bi bila verjetno nekaj v tem slogu. Tako da smo se zelo najdeli tudi na človeški ravni, umetniški in človeški ravni in je zelo super sodelovanje. In ona dva sta, a se motim, plesala takrat na tistem koncertu, mislim, da je v Kino Šiški. V Kino Šiški, tako je. Torej, ko je bilo koronsko zaprtje in smo gledali vajin koncert, sta ona dva nastopila takrat. To je bil nek tak prelomen koncert, ko se je v bistvu zdelo, da se iz tistih črnih časov rojeva neko upanje. Je tako, ne? Tako smo bili na juni. Ja, tako. Na začetku te uprizoritve slišimo You must first prove that you are indeed human. Najprej morate dokazati, da ste res človek. In me je to spomnilo na kratki film, ki je lani dobil Oskarja, I am not a robot. Ki je bil inspiracija za to, ja. Odlično. Torej to preizpraševanje človeškega in človeškosti v povezavi s tehnologijo, ki je prvovrstno umetniško vprašanje. Nekaj o tem sva govorili v prejšnjem podcastu ob kulturnem prazniku tudi z Mojco Kumardej. Kje vse se vama in tudi očitno plesalcem poraja to vprašanje? Inspiracija je bil... Kar nekaj večinoma so bile filmske inspiracije, tudi Blade Runner, recimo spet vprašanje, kaj nas dela ljudi. Pa seveda tudi Odiseja 2001. Tako da smo se zelo naslonili tudi na filme. Veliko tudi tekstov, ki so noter, so dobesedno prepisani, sicer umeščeni v drugačne kontekste, ampak so prav ali monologi ali pa dialogi ven iz filmov. To je spet težko vprašanje. Vidiš, da je imel kar prav. Ker recimo v tem filmu zdi se, da gre v bistvu zgolj za to dimenzijo biti človek ali biti robot, ampak ko ga gledaš dlje časa, ugotoviš, da ima ful več nivojev, da je v bistvu tudi preizpraševanje torej vloge ženske, odnosa moški ženske, je veliko več kot zgolj biti človek ali ne, ampak ta meja, ki se zdi tudi v teh časih zabrisana, kdaj, do kje smo še ljudje, od kje v bistvu celice že postajajo živo bitje, torej recimo pri teh umetniških projektih. Se mi zdi, da je to eno, to sem tudi z Mojco Kumardej nazadnje govorila, da je to področje človeškosti, nečloveškosti, tisto, ki ga umetnost v bistvu najboljše naslavlja, boljše celo kot znanost, nekako tako sva govorila. Zna biti, Zna biti. Mislim, da smo pač v trenutku, ko vidimo, da ta meja vsaj v naših glavah je bila zelo jasna, v bistvu, človek stroj, ampak v bistvu zdaj se mi zdi, da že prihajamo v to fazo, ko se je to začelo konkretno prikrivati. In mislim, da bo to
se sam še stopnjevalne v bistvu. Ne vem, mislim, kot star fan znanstvene fantastike mi je to zelo fascinantno, no, me to zelo zanima. Spet je to debata, v kateri se mi ne zdi pač problematična tehnologija. Tehnologija je fascinantna in ponuja izjemne rešitve, mislim, izjemna izboljšanja za življenje, tudi ljudi pa vse. Ampak spet je bolj vprašanje, kaj bomo ljudje naredili s tem. Je pa, mislim, praktično vsi film absolutno, ki mene najbolj definirajo, Blade Runner. In pač kot science fiction in glasbeno in v številnih pogledih. No, v bistvu tudi oba dva s Primožem se ukvarjava z filmsko muziko, z pisanjem soundtrackov, verjetno tudi v veliki meri zaradi Blade Runnerja. In to vprašanje je prisotno že zelo, zelo dolgo časa, ne? Ampak smo ga v bistvu ves čas nekako drivali in zdaj, ko smo pa prišli... Ko ga živimo, se pa naenkrat, ne? Smo se začeli tega zavedati. V bistvu je bilo, ko bi rekel, javna debata je bila sprožena že ful dolgo cajta nazaj, ampak nekako nismo hoteli o tem razmišljati, oziroma se nam je zdelo to absolutno nemogoče, to se ne bo zgodilo znotraj našega življenja, to je v bistvu stvar daljne prihodnosti, ne? Pa v resnici ni, ne? Ja, sodelovala sta v zadnjem času recimo tudi pri odmevnih filmih, Odrešitev za začetnike, serija Trigrad, ne? Letos pa naj bi šel ven, si mi povedal, film Luke Marčetiča Dekle noči, delala sta glasbo. Tako. Kaj prinaša ta film v glasbenem smislu? Kako sta tukaj sodelovala? Super, to je bilo super izkušnja. To je zelo zanimiv film, no. Žanrsko težko opredeljiv, no. Ki prinaša slovensko verzijo Batmana na nek način, ki je sicer mlada punca, ki se bori proti kriminalu in v njo se zaljubi kleptoman. In iz tega izhajajo zelo, zelo hecne situacije. Od strašljivega do zelo humornega. Super je bilo delati, Luka je izjemen režiser, v bistvu nam je dal ogromno prostora, glasba ima izjemno pomembno vlogo v filmu, in je bilo super. Kot rečen, v bistvu najrajš delava na filmu, ker to je pač najina prva ljubezen, no, bi rekel, no. Tako da kadarkoli dobiva to priliko, v Sloveniji ni prav veliko prilike, ker vseeno je produkcija relativno majhna, sva zelo vesela. Pred časom sta se pa prvič lotila pisanja dramskega teksta in režije predstave, gre za predstavo Procesi. Z vama je na odru Katarina Stegnar. Jaz sem v bistvu to gledala nekje pred dobrim letom, to predstavo. In zdi se, da so uprizorjeni vsi naši strahovi, ne vem, če od vseh, ampak od kar nekaj nas. Strah številka 4, strah me je sreče. Posebna enota za aktivacijo sreče, recimo, so nekatere besede. Glede na intervju, ki sta ga imela, mislim, da pred letom pa pol v sobotni prilogi Dela s Patricijo Maličev, se mi je zdelo, da se vama zdi, da ste se mogoče s to predstavo malce preveč razgalila. Z vsem, kar delaš, se preveč razgališ. To je v bistvu največji problem tega dela. Če si introvertirane sorte, tako kot smo midva, je to problematičen aspekt tega, ne? Oder, ne, je razgalitev, teksti so vedno razgalitev, ne? Tako da v resnici vedno poskušaš, vsaj jaz, no, vedno poskušam vsaj eno plast še dodati zaščite, ne. Recimo maske na odru. Maske na odru, pa v bistvu najine misli sva dala v usta Katarini, ne, tako da je ona se v bistvu soočila s tem. Midva so se lahko posvetila muziki. Pri tekstih pa, pri muziki, ko piševa, pa v bistvu se več ali manj zaščitim s tem, ko pišem tekste v angleščini. Ker je vsem se mi zdi emotivno, je tako en layer, je zaščita. Nekatere to moti in čist popolnoma razumem to, ampak se mi zdi nekako, da več povem, če mislim, da sem zaščiten s to plastjo zaščitene. Se ne vem, to so zelo subjektivni občutki.
Ali pride, torej to, kar vam občinstvo daje nazaj, pride to do vaju, imate občutek, da pride vajino sporočilo preko recimo take predstave, kot so bili procesi, kot so procesi, da še igrajo, ali pa prek glasbe na drugačen način. Ali pride vajino sporočilo, če je to recimo v procesih drugače do občinstva kot recimo na koncertu klasičnem? Ja, absolutno. Ja, absolutno. Presenetilo naj je točno to, glede besedil, ne? Ker smo v bistvu v predstavi smo dali noter še prevode v slovenščino in ogromno odzivov so dobila pač na temo, da bi morala tekste prevajati. Ne? Ja, pa tudi vse skupaj uprizorjeno dramsko, so odigrane neke zelo konkretne situacije življenja, ne? V bistvu tako, da je ta identifikacija v bistvu še lažja, v bistvu na nek način se mi zdi. No? So bile pa zelo težke teme, no? Predstava naslavlja precej težke teme, od smrti do v družini, do depresije, do tako da v resnici je, ne vem, to je bolj vprašanje zate, v bistvu, kako si to doživela. Jaz ne vem, zna biti tudi preveč kalorična za ljudi, ne vem. Jaz sem doživela zelo neposredno, v bistvu, mogoče sem tudi jaz imela tako obdobje, ampak recimo ta smrt je zelo se me dotaknila. Tudi na kak način ona to sliši preko slušalke, te stvari. Tako da jaz bi rekla bolj neposredno kot glasba, album, ki ga poslušam, če je to odgovor, ki je zadovoljiv. Ja. Še o tem bi nekaj rekla, o tej možnosti imeti glas. Vidva imata glas, ti imaš glas, no, ima ga tudi Hladnik. To je velika moč v resnici. Zdaj v dobesednem pomenu tega glasu, s katerim poješ, ampak tudi sicer to, da je nekdo recimo v spotlightu, ne, da se ga vpraša za mnenje. Ampak v vseh teh pomenih me zanima, kako v bistvu vidva gledate na to moč, da imata glas, da lahko v bistvu ti poješ, da lahko ustvarjata glasbo, da ta glasba pride do ljudi in da lahko tudi odgovorno nekako je to v bistvu neka odgovornost, ne? Ja, se strinjam, absolutna odgovornost. To je tudi zelo kompleksno vprašanje. Ne vem, spomnila me na en intervju, ki ga je imela pred kratkim Irena Tomažin, in je rekla, da se zelo ukvarja s tem vprašanjem, kdo ima glas, ne? V bistvu, kje je glas, ne? A je glas v grlu tistega, ki poje, a je glas v ušesu tistega, ki posluša, ne? Ali nekje vmes. In tudi, če gledamo družbeno, v bistvu, kdo ima glas, ne? A ima glas tisti, v bistvu, ki protestira, ne? Ali je glas v ušesu tistega, ki to sliši, pa v bistvu mogoče lahko naredi neko spremembo s tem. Ne? In je zelo hecna stvar je ta glas, v bistvu, ker ne vem, danes, spet, če se vrnemo nazaj na to, da imamo socialno mreže, v bistvu imamo naenkrat, cel svet ima glas, ima nek megafon. Ne? In smo zdaj na boljšem, ker ima cel svet glas. V bistvu, po eni strani je na nek način je bolj demokratično, je večja debata, po drugi strani so pa naenkrat megafon dobili najbolj ekstremne skupine. In noben ne preverja na mnogih portalih. Dezinformacije. Torej, kaj je res, kaj ni. Ne? In kot lahko vidimo, politiki tudi z veseljem hodijo tja, kjer se stvari ne preverja, recimo k influencerjem, raje kot k novinarjem. Tako, ja. To so neke paralele. Ne? In spet smo pri mnenjski logiki in pol v bistvu ves ta silen glas, ki je, se spremeni v šum na nek način. Ne? Tako da se v bistvu neutralizira. Ne? Vsi imajo megafon in nastane samo en ogromen hrup. Ne? Tako da to je kar huda debata mi je to v bistvu glede glasu, ker tudi ko gledam, čist politično, ko gledam to, ko se da, kakšni ljudje v bistvu prihajajo danes na oblast preko volitev, na demokratičen način. Tle se mi zdi velika vseeno razlika
v primerjavi s preteklostjo. Prej se mi zdi, da so v bistvu vsi ti, ki so imeli neke avtokratske, diktatorske ambicije, da so prihajali ali z nasiljem, ali v bistvu z nekim trikom, ali v bistvu na nek način so si morali izboriti to oblast. Razen Hitler. Pa ja, tudi prišel na demokratični. Je prišel v parlament, ampak tudi v bistvu, da je prišel do oblasti, je moral spet biti premeten. Ne. Ampak danes pa v bistvu ne, recimo konkreten primer mi je Trump, ne, v bistvu je prišel enkrat na oblast preko volitev in potem je prišel še enkrat. Ne, v bistvu smo še ponovili vajo. Ne. Kljub temu, da je bilo v bistvu zelo jasen, ne, vse njegove ambicije, ne, od avtokratskih ambicij, ki imajo razstavljanja inštitucij, zanikanja znanosti, mislim, fašizem, no, se ne znam drugače to opisati, v bistvu to, kar dela ICE, je Gestapo, mislim, scena. In to je v bistvu zasluga množic, ne. Tako da v bistvu, kadarkoli mi ljudje rečejo, to doskrat, ko slišam, ne, give the power to the people, ne, dajmo moč ljudem. Ne vem, jaz sem težko se odločim, kaj mi je bolj strašljivo, ali v bistvu vladavina teh nekih elit, kakor imamo zdaj, nekih finančnih elit, ali pa v bistvu volja množice, ne vem, oboje mi je strašljivo. Yeah. Moram priznati, mislim, ne morem reči, eno je pozitivno, eno je negativno. V bistvu na obeh področjih vidim resne probleme. No. Ker umanjka v bistvu ta prava informiranost, zadostna informiranost. Pa še zmeraj mislim, da ogromno število ljudi je, ki so blazno dovzetni za populizem. In to za ta najbolj toksične aspekte, za sadizem. Prav, da bi se da jih privlači to. Se pravi, da če je v politiki noter neki, da se bo pomendral neko manjšino ali pa da se bo nekoga nasilno deportiralo, nekaj, da jih to privlači, da bi se to neko sistemsko nasilje. No. In to mi je strašljivo. No. Torej, v času te kakofonije je zelo pomembna tišina. To ti večkrat rad poveš, da je tišina zelo pomembna. In takrat, ko se pojavi glas, bi si ti želel, da v bistvu je ta glas, recimo vajin glas, slišan kot kaj? Kam bi vidva rada, da ta glas vodi poslušalca? Domov? V nek čist, ko bi rekel, nek čist premislek, nič tazga v bistvu, res samo je pač neka konstruktivna debata. No. Pač, ko gledaš danes v bistvu ogromen govore, ampak nimam občutka, da kogarkoli zares sliši. Vsi kričijo en na drugega, ampak neke komunikacije, neke dejanske izmenjave mnenj ni, ne, v bistvu. Ne. Vsak je v svojem taboru, če slučajno ga kaj napade, v bistvu neko mnenje ali pa neki, da udre v ta njegov babel, v bistvu pa takoj skoči v luft. In ne vem, se vračamo nazaj na začetek pogovora, ne vem, kako lahko funkcionira družba na tak način, če so vsi zaprti v nekih svojih mehurčkih in ne odstopaš za milimeter. Ne vem. Se mi zdi, da vseeno v bistvu, če imaš družbo, je to tok pa tok ljudi, to je tok pa tok različnih pogledov. V bistvu moraš biti malo fleksibilen, no? Moraš v bistvu malo popustiti, malo kompromisa. Ni treba vse tako resno vzeti vedno. Ne vem. Tako zanimivo mi je, no? Mislim, ta rigidnost. No? In glasba, ki deluje na tej intuitivni ravni, oziroma čisto na fiziološki ravni, vendarle lahko spreminja svet? Ne vem. Mislim, lahko vpliva na posameznika. Lahko, to zelo verjamem, da lahko v bistvu na posamezniku, ker sem sam pač primer tega, ne, te moči glasbe v bistvu. Ampak da lahko glasba spreminja svet, da lahko, ne vem, neke konkretne politične, lahko prispeva k temu, da je pa to neka res konkretna sila, s katero bi lahko pač na to resno računal, da bo nekaj spremenjeno po moje. Ne. Okay. Nažalost zaključujemo takole pesimistično. Se ni pesimistično. Realistično, še zmeraj imamo muziko. Hvala lepa za ta pogovor. Lep pozdrav tudi Hladniku, ne? V naslednji 5 let, ki se vsi tri srečamo. Hvala še enkrat. Hvala tebi.
In hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Naslednji teden začenjamo z predvolilnimi podcasti.